Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Za nami je spet pester in zanimiv teden, približujejo pa se nam prazniki, ko si bomo lahko malo oddahnili in pozabili na vsakdanje obveznosti in skrbi. Teden je minil v znamenju sej občinskih svetov, tako da vabljeni, da si v nadaljevanju ogledate prispevka o litijski in trboveljski seji občinskega sveta, ne zamudite pa tudi ostalih zanimivih novic, ki smo jih pripravili tokrat. Med drugim vam danes ponujamo o seji občinskega sveta Litija, seja občinskega sveta Trbovlje in okrogla miza na temo zelenega načrta za evropsko industrijo. V sredo je v Litiji potekala 5. redna seja občinskega sveta, ki je tokrat gostovala na Vačah. Točke dnevnega reda so bila poročila Ceroza, dela Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, Zdravstvenega doma Litija, Javnega zavoda mestne lekarne in Javnega komunalno-stanovanjskega podjetja, pri katerem so se svetniki zadržali največ časa. Župan je o tej točki povedal. Ja, gledajte, komunala je tako obsežno področje poslovanja, da je to nekaj normalnega in razumljivega, da se največ časa posvetijo tako svetniki. Tudi na zborih krajanov po posameznih krajevnih skupnostih je to področje najdlje zaznamuje posamezno razpravo. Tukaj zagotovo ne bo nikoli pač, da ne bo vprašanj in pa pobud, ker je tako obsežno, predvsem pa tako tangira vsakega občana to področje, da je prisoten z delom komunalno-stanovanjskega podjetja. Moram pa reči sledeče. Pomembno je, da je poslovanje, se pravi, dobro, solidno, da pozitivno posluje komunalno-stanovanjsko podjetje, da nimamo težav potem še z tem področjem. Vemo, da so določene komunale, ki so zašle v rdeče številke, kakšne težave so potem imeli tudi uporabniki za cenami in tako naprej, in da je to zagotovo pomembna zadeva. Druga, da se komunalno-stanovanjsko podjetje trudi kvalitetno izvajati svoje storitve, da pa je omejeno za določenimi finančnimi viri. Tukaj pa moramo vsi skupaj iskati še rešitve, kako izboljšati to stanje. V sredo 19. aprila je v sejni sobi občine Trbovlje potekala 4. redna seja občinskega sveta Trbovlje. Obsežen dnevni red je postregel s kar nekaj razpravami. Ključne točke dnevnega reda so občinske svetnice in svetniki sprejeli večinoma soglasno, z izjemo točke predlog programa javne službe za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2023 in poročilo omenjene službe za leto 2022, ter zadnje točke, ko so glasovali o dobitnikih priznanja, častni občan občine Trbovlje za leto 2023 in priznanja prvojunijska nagrada za leto 2023. Častni občan občine Trbovlje je samo 3 glasovi za postal Janez Malovrh, medtem ko kandidat za prvojunijsko nagrado za leto 2023 Bogdan Barovič ni prejel podpore, saj so se vse svetnice in svetniki vzdržali. Več pa magister Zoran Poznič. Prva odločitev je, oziroma informacija se nanaša na odvoz odpadkov, komunalnih odpadkov na deponijo ulično. Zadeva je v nekem vmesnem obdobju, vendar se bo zadeva po vaših informacijah razrešila. Seveda, vsa stvar se pelje proti enemu dobremu koncu, ki bo v resnici v korist vsem vpletenim strankam, tako deponiji, tako vsem 4 občinam, tako tudi občini Trbovlje. Tako da v kratkem pričakujemo tudi dobre novice. Toliko o tem sedaj, več verjetno razumete, da ne morem sedaj komunicirati, ampak vse gre v pravo smer. Je pa nastopil problem pri izvajalcu javne razsvetljave. Z poročilom, ki ga je podjetje Javna razsvetljava dalo, niti vi, niti občinski svetnice in svetniki so bili zadovoljni. Res je tako, mislim, da se občina Trbovlje, ki je v poslovnem odnosu, koncesijskem odnosu z javno razsvetljavo DD iz Ljubljane za 20 let, po 16 letih seveda takšnega letnega poročila in plana ne zasluži. Tudi zaradi tega, ker ga niso prišli predstaviti nobeden izmed vodilnih
tako da v resnici niti nimamo pogleda, kaj sploh ne bi počeli naprej še ta 4 leta. Tako da bomo v kratkem sklicali z njimi sestanek, da se dogovorimo, kako če sploh naprej. V ponedeljek zvečer je na Čebinah potekala osrednja slovesnost ob 86. obletnici ustanovitve Komunistične partije Slovenije. Udeležba je bila množična, del udeležencev pa so bili pohodniki, ki so na Čebine prišli z baklami. Proslavo so s kulturnim programom popestrili Eva Koprivšek-Petkovšek, članice in člani Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje in moški pevski zbor Zarja. Osrednja govornica je bila ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Asta Vrečko, ki nam je povedala. Čebine predstavljajo enega izmed pomembnih dogodkov v sosledju dogodkov v družbenih gibanjih, ki so bili pravzaprav prelomni in so na nek način odgovarjali tistim stvarem, kot so bili potlačenje delavskega razreda, kmečkega prebivalca, organiziranje razrednega boja in tako naprej. In zato so Čebine v naši zgodovini izjemno pomembne. Predstavljajo neko simbolno funkcijo, torej ustanovitve Komunistične partije Slovenije v času, v 30 letih, ko je vladala v kraljevini Jugoslavije močna represija, tudi potlačenje nacionalnega vprašanja in vse to je kulminiralo v ustanovitvi te partije in pa seveda, ki je bila takrat ilegalna. In za ceno tega, da so si želeli prizadevati tudi organizirano za boljši svet, za solidarnost, za prihodnost, za boljše pogoje za delovne ljudi, za žene, za kmete, za knape, za vse študente in tako naprej, tukaj se je zgodil ta dogodek. Hkrati pa seveda ta dogodek moramo gledati tudi simbolno. Leto 1937 je eno izmed tistih let tik pred drugo svetovno vojno, ko je pravzaprav se začelo resnično vreti in se je že, lahko rečemo, vzpon nacizma in fašizma doživel v svoje vrhunce tik pred drugo svetovno vojno, prav tako pa tudi politična situacija v kraljevini Jugoslaviji. Tako da gotovo vsa zgodovina, ki je sledila, tako Osvobodilna fronta, ki je bila ustanovljena leta 1941 in to 27. aprila, torej jo proslavljamo čez nekaj dni, je bil spet en takšen korak, ki ga brez Čebin ne bi bilo. Tukaj se je zbralo zelo veliko ljudi, med njimi tudi kulturniki. Svoj manifest pa so začeli s Prešernovo Zdravljico. In živene vse narodi in ta sporočilo internacionalizma, povezanosti, bratstva in enotnosti je bilo tisto, kar je boj gnalo v času druge svetovne vojne in pozneje tudi v gradnji moderne družbe po vojne. Tako da tudi danes pravzaprav smo dediči gotovo teh dogajanj tukaj, tako neposredno, kot tudi na simbolni ravni. Po uradnem delu je sledilo druženje. Celoten dogodek pa je potekal v organizaciji Turističnega društva Trbovlje, Združenja borcev za vrednote NOB Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje in pokrajinskega odbora Levica Zasavje. V petek je v Trbovljah potekala okrogla miza na temo zelenega načrta za evropsko industrijo in, kar je bolj pomembno, v povezavi z zelenimi izzivi tudi potenciali Zasavja. Omizje je organizirala Europe Direct Zasavje v sodelovanju s pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, udeležili pa so se je Luka Mesec, podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za delo, evropska poslanca dr. Klemen Grošelj in Franc Bogovič in drugi. Pogovor se je nanašal na preoblikovanje Evropske unije v zeleni kontinent, kar sta posebej poudarila oba evropska poslanca. V povezavi z Evropsko skupnostjo in Slovenijo pa je spregovoril Luka Mesec, ki se je navezal tudi na Zasavje. Mi smo ga povabili pred mikrofon. Ja, kot sem na okrogli mizi povedal, jaz Zasavje spremljam zelo dobro že 10 let. Bil sem konec koncev od 2014 naprej trbovljski poslanec in spomnim se tistih časih, ko se je v Zasavju pisalo kot o slovenski Grčiji, ko sta se zapirala Tet in Rudnik,
in ko je bila v zraku ta velika negotovost, češ kaj z Trbovljami kot s krajem sploh bo. Zdaj mislim, da ni več, ko Slovence vprašaš, kaj si mislijo o Trbovljah, ni več asociacija slovenska Grčija, ampak je prva asociacija Devisoft, Katapult, tehnologije prihodnosti. In mislim, da tukaj se lahko pogovarjamo o enem takem res zglednem prehodu iz rudarskega mesta v mesto, ki ustvarja tehnologije prihodnosti. Jaz kot minister pa predstavnik vlade sem pa tukaj zato, ker ni vlada tista, ki bo pametovala, kaj ne zdaj Zasavje naredi, ampak je vlada predvsem tista, ki mora najprej poslušati, razumeti in potem poiskati, kje si lahko pomagamo in kaj lahko naredimo skupaj. Glede na to, da vidite svetlo prihodnost v Zasavju, kdaj pa se bo Slovenija kot država, ki je centralizirana, začela decentralizirati in postavljati malo več pozornosti tudi na manjše regije, kot je na primer Zasavje, ali pa lahko rečemo Šaleška dolina z zaprto tretjo razvojno osjo? To deloma že počnemo. Recimo ravno danes smo govorili o skladu za pravičen prehod, kjer smo s pomočjo naših predstavnikov v Evropski uniji Sloveniji izborili 235 milijonov sredstev in 75 teh milijonov bo namenjenih izključno za Zasavje, kot bivšo premogovniško regijo. Se pravi, to je recimo način, kako smo glede na specifiko te regije, da je tukaj pač bila včasih premogovniška industrija in termoelektrarna, ki smo jo opustili, smo z evropsko pomočjo priskrbeli možnost, da skupaj najdemo odgovore, kam plasirati teh 75 milijonov in kako s tem poskrbeti za razvoj Zasavja. V knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju so prejšnji četrtek zaključili letošnjo bralno značko za odrasle. Udeleženke so prejele prav posebno darilo, roman Ledena kraljica avtorja Jerneja Dirnbeka, ki ga je prejemnikom tudi podpisal. V nadaljevanju večera pa je sledil pogovorno-glasbeni večer z Jernejem Dirnbekom Dimekom, ki ga poznamo kot enega izmed gonilnih članov zasedbe Midva. Pogovor se je nanašal na njegovo glasbeno ustvarjanje, pa tudi na njegovo literaturo. Je namreč avtor pesniške zbirke in 3 romanov. Prav slednji, Ledena kraljica, pa je kriminalka, v kateri je dovolj trupel, v bistvu pa gre za komično branje. Med pogovorom je Jernej Dirnbek Dimek tudi zaigral in zapel, za nas pa je ob zaključku povedal. Zadnjič sem dobil en tak zelo zanimiv, pravzaprav ne jaz, naš bend je dobil kompliment. Nekdo je rekel, veš kaj je vaša značilnost? Na vaših koncertih boš videl največ moških, ki poje skupaj objetih čez rame. Drži, ampak vaši teksti so na momente precej trdi, besedilno trdi. Kako prihaja do tega, ko te tekste prepevate v samostanih? Smo pa morali dvakrat, ko se je do zdaj to zgodilo, res smo že igrali v Minoritskem samostanu in recimo v Žiški Kartuzi kako pesem izpustiti in smo bili seveda uvidevni in potem nismo izgovarjali te grdih besed ali pa celo pesmi sploh ne igrali. Torej nimate tistih bip? Ne moreš. Ne, ampak vse tu, vsak od nas je toliko razsoden, da poskrbi za samo cenzuro. Pripravljate pa seveda koncert v Križankah, ki bo obeležil vaš 1000. nastop. 1000 velika ali majhna številka? Je kar velika. Če gledamo, da igramo samo v Sloveniji, smo mi vendarle omejeni na ta prostor, kjer lahko letno nastopimo tja, recimo do 41krat. Čim bi igrali več, bi praktično zasičili trg, bi pa morali naslednje leto manj. In da v tem tempu priješ do številke 1000, je treba 25 let dobrih, ne? Pa upoštevamo še korono vmes in to. Tako da jaz sem srečen, da je skupina po 27 letih še vedno funkcionira in to praktično v nespremenjeni zasedbi. To je tisti, bi rekel, največji kapital, ki ga lahko imaš, no? Potem pa 1000 koncertov pa sledi verjetno kakšna turneja, priprava na 30 let delovanja? Ja, počasi treba razmišljati o tem. 1. decembra 2025 bomo imeli 30-letnico, tako da je res, koncertov ne bo manjkalo tudi v nadaljevanju leta.
mislim, da pa vsaj v začetku leta 2024 pa bo treba začeti razmišljati, kako obeležiti 30-letnico, če jo, verjetno ja. Zdaj pa kaj bomo naredili, pa še sami ne vemo zaenkrat. Knjižnica Litija je skupaj v sodelovanju s KC Litija v ponedeljek pripravila približevanja, pogovorni večer z dramskim igralcem Konradom Pižornom Kondijem. Modra soba je bila nabito polna, nekaj obiskovalcev je moralo sedeti tudi v avli kulturnega centra. Kondi je pripravil 3 krajša dramska besedila in v pogovoru predstavil svojo življenjsko pot. Naslednja približevanja bodo 15. maja, ko bo v Litijo prišel zdravnik David Zupančič, ki je napisal uspešnico Življenje v sivi coni. Ob mednarodnem dnevu knjig in avtorskih pravic 23. aprilu so v knjižnici Litija v sredo pripravili pripovedovalski večer Kako so rože prišle na svet. Knjigo, ki je šla pri založbi Malinc, sta napisali Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Kamniške knjižnice, in Clarisa Jovanovič, prevajalka, pevka, glasbenica in še kaj. Bralci, ki so uspešno zaključili bralno značko za odrasle Srčni bralec, so prejeli priznanje in knjižno nagrado. V programu je sodelovala vokalna skupina Plavica. V ekipo televizije ETV HD, ki ima status lokalne televizije posebnega pomena, vabimo sodelavko ali sodelavca, ki bo novinarsko pokrival občine Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče. Pogoj so izkušnje z novinarskim delom, nastopom pred kamero in odlično znanje slovenščine. Prednost imate kandidati, ki poznate delo s kamero. Delo poteka pretežno na terenu, občasno pa tudi v studiu televizije ETV HD v Kisovcu. Prijave življenjepisom pošljite po elektronski pošti na naslov televizija@etv.hd.si. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lepe praznike ter srečno do prihodnjič.